Kot je razvidno iz ministrovega dopisa, nekdanjo ravnateljico in zdajšnjo kandidatko bremeni kazenska ovadba zaradi suma goljufije na škodo šole, prav tako kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu in nenamenske porabe ter okoriščanja s proračunskimi sredstvi. Hkrati protikorupcijska komisija obravnava sum nedovoljenega nasprotja interesov članov sveta šole v povezavi s kandidatko. V sklopu tega se je odzval tudi svet staršev. Pa smo žal morali razrešiti tudi našega kandidata, predstavnika v svetu zavoda, in to zato, ker je v bistvu izneveril naše zaupanje in smo ga po poslovniku razrešili, delali smo vse po poslovniku, zbirali smo se v prostorih šole. Brežnjakova zato zanika izjavo župana Franca Hudoklina, da so postopek izvedli po domače, torej nezakonito. Župan je sicer povedal, da se je s predsednico sveta zavoda Slavico Jordan pogovarjal o tem, kaj bi bilo najbolje storiti. Prepričan je, da so v postopku tudi politične spletke. Drugače pa stojim na jasnem stališču, da upam, da se bo svet šole pravilno odločil, pa če ne drugače, da seveda imenuje tretjo X osebo, ki bo vede in čim prej proceduro spelje. Stališče sveta staršev pa je jasno, poudarja Brežnjakova. Želimo, da delo ravnatelja prevzame nekdo, ki je spoštovana osebnost, ki je strokovna in nima naperjenih nekih kazenskih ovadb, ki se pač kažejo v našem primeru. Brežnjakova meni, da bi moral svet zavoda ob odločanju upoštevati vsa pridobljena mnenja, tako zaposlenih šole, staršev kot občinskega sveta, predvsem pa ministrovega. Zanimivo je, da naj bi ta menda sploh prvič izdal negativno mnenje. Ponavadi je podal pozitivnega oziroma se do predloga v predpisanem roku ni opredelil. Po zakonu seveda se te zadeve neobvezujoče. Če bodo seveda upoštevali negativno mnenje z vsemi, bom rekel, procedurami, ki jih je minister napisal, potem sigurno se bodo odločali pravilno. Župan, ki torej vidi rešitev v imenovanju vršilca dolžnosti, spet tretje osebe, ni komentiral, zakaj za ravnateljsko mesto ne bi bila primerna zdajšnja vršilka dolžnosti Renata Zupanc Grom. Ta ima namreč močno podporo tako sveta staršev kot učiteljskega zbora.